Danes sem prišel v Zagorje, da se poklonim spominu na dr. Janeza Drnovška, dolgoletnega predsednika vlade in drugega predsednika Republike Slovenije. Dr. Janeza Drnovška ohranjam v spominu kot politično osebnost žlahtnega pragmatizma, kot človeka, ki je znal realistične cilje politike in našega razvoja povezati z nujnostmi iskanja sporazuma med političnimi silami v Sloveniji in tudi v tem poiskati vizije za naprej. Bil je velik človek, velik politik, velik državnik in kot tak je v našem kolektivnem spominu. Imate tudi vi ste nosili tudi kakšno njegovo vizijo pomagati ljudem, bolj tako humanitarno akcijo, imate v mislih? No, nekatere stvari že delam. Jaz sem veliko v stiku s prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji in cela vrsta aktivnosti v tem smislu poteka v prvi vrsti namenjenih ljudem v Sloveniji, ki pomoč potrebujejo. Verjetno tudi veste, da sem sprožil humanitarne aktivnosti v zvezi z situacijo v Gazi in to vrstne aktivnosti se bodo seveda nadaljevale. Gospod predsednik, katere Drnovškove vrline sedaj pogrešate v sedanji politični sceni v Sloveniji? No, med vrlinami, ki bi bile danes še posebej dragocene, je njegova notranja zbranost in ta sposobnost hkrati biti redko beseden in hkrati delovati v smislu resničnega sporazumevanja. To so bile velike vrline, ki so bile njemu lastne, kjer je bil on Drnovšek osebnost, čisto samostojna, neka posebna osebnost in to pogrešam. On je svojim načinom dela, ki rečeno je bil tudi redko beseden, prispeval k zaupanju v Sloveniji in to bomo potrebovali tudi v prihodnje. Gospod predsednik, kako se spominjate vaše primopredaje poslov z gospodom Drnovškom? Je takrat padla kakšen nasvet, kakšna misel z njegove strani? V tistem trenutku sva predvsem govorila o pomenu vrednot za to, da je družba, kot temu pravimo, kohezivna. On je verjel, da je kot predsednik naredil, kar je mogel za to, da bi razumeli, kako so temeljne vrednote, kot je poštenost, kot je pozitivna energija, kot je dobra vera. Take temeljne vrednote, kako so te pomembne za uspeh v družbi, zato da bomo napredovali vsi skupaj. In o tem smo se pogovarjala tistega dne v predaji. Hvala lepa. Hvala lepa.